Živijo, moje ime je Rene in rad bi se s teboj pogovoril o tem, kaj neki stvari daje vrednost. Zadnjič me je prijatelj prosil, da zanj nekaj kupim na eBayu. Sam namreč nimam bančne kartice, katero omogoča nakup preko spleta. In tako mi pošlje povezavo do tega izdelka. Kliknem in zagledam staro razglednico. Za nekoga mogoče ta stara razglednica ne je bila vredna kaj veliko. Za tega mojega prijatelja pa je bila vredna. Zelo vredna, ker zna ceniti zgodovino te razglednice. Mogoče je šla skozi roke vojaka, ki je pisal svoji družini domov, da je v redu. Mogoče je pisala hčerka mami, ko je bila več tisoč kilometrov doma. Ko se ta moj prijatelj zamisli, skozi katere roke vse je morala ta razglednica iti, dobile ta zgodbo in svojo vrednost. Stvar je vredna toliko, kolikor je nekdo zanjo pripravljen plačati. Se spomnite reklame za kreditno kartico Mastercard? Nekatere stvari se ne da kupiti, za vse ostalo je tu Mastercard. Nekatere stvari so res neprecenljive. Ene izmed teh je tudi tvoje življenje. Danes se morda tega, zaradi situacije, v kateri smo, še toliko bolj zavedamo. Naše življenje je neprecenljivo. In kdo je to določil? Moški je šel na tržnico in prišel do stojnice z biseri. Tile biseri so čudoviti. Ampak lahko vidim tistega. Gospod, tale je pa res zelo, zelo drag. Ne, želim ga videti. Ga lahko prosim vidim? Ta je res zelo, zelo drag, gospod. Ja, kakšna pa je cena? Stal vas bo vsega. Je neprecenljiv. Stal vas bo celo življenja. Nekaj je na njem. Ga lahko vidim, prosim? To si ti. Vsega me bo stal, vzel ga bom. Ta moški je Jezus. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Janez 3:16. Jezus je zate plačal neprecenljivo ceno. Če je Jezus plačal neprecenljivo ceno zate, potem iz tega sledi, da je tvoja vrednost neprecenljiva. Mogoče boste oporekali, ampak se spomnite stavka od prej? Stvar je vredna toliko, kolikor je nekdo pripravljen plačati za njo. Ne postavljate vi svoje vrednosti, ampak kupec. Bog te je pogledal, določil tvojo vrednost in rekel: ona sta meni neprecenljiva. In veš, kaj je glede tega najbolj presenetljivo? Da te Bog do potankosti pozna. Vidi tvoje srce, pozna vse tvoje misli, vsak tvoj las ima preštet. A kljub temu te je odkupil. Jezus te ceni bolj kot svoje lastno življenje. Kakšna čudovita ljubezen je to.